Z nami sta ustanovna člana skupine Batista Cadillac, Urban in Matija, pa bi se v prvem delu kar dotaknil vaše glasbe. Nekako je mešanica rocka, funka, jazza, absolutno soula, še mogoče ščepec latina, pa me zanima, ste morda namenoma iskali mešanico teh zvrsti ali je to nekaj, kar pride povsem naravno? Jaz mislim, da je tako. Nam je všeč različna glasba, igrali smo seveda dobro. Zdaj latino jaz mislim, da nekako več ni vkomponiral v temu, dajmo reči, se ni nekako povezal v to plato, ampak vse nam je všeč in seveda, če ti je vse všeč, črpaš iz povsod in zato se najbrž čuti vse te vplive, ne? Zdaj vaša glasba zveni kot nekaj klasičnega, v bistvu pa v novi preobleki. Še posebej te klaviature, recimo pri določenih komadih, ta orgle v bistvu pridih, dajo ta pridih konca 70-ih, recimo začetek 80-ih. Z komercialnega stališča se zdi, da to ni najbolj racionalno. Se ozirate na to? No, mi smo prav z namenom nekako tudi šli iskanje neke skupne komponente, stare muzike pa moderne preobleke nekako. Tako da nam je glih prav, da so te orgle tam, kjer so in ne bi imeli drugače komada. Okay. Lahko na kratko povesta, kakšen je proces pri nastajanju posamezne pesmi? Se pravi, se usedete skupaj, morda s celotnim bendom začnete ustvarjati? Ja, zdaj pri tej prvi plati je bilo v bistvu tako, da je Matija ali pa sva skupaj naredila nek osnoven demo in potem smo skupaj z Martinom Štibernikom in ostalimi, zdaj kar nekaj jih je, tako da jih ne bi našteval, ampak prišli do nekega demota, nekega proper demota, na katerega se je potem pisalo in se ga je potem sproti dodelovalo. To je bil pa delovni proces zdaj te prve plate, nekako za drugo imamo že v mislih, pa poskušamo spet malo spremeniti tudi ta pristop v ustvarjanju, tako da se bomo tudi takrat pustili presenetiti, kaj se lahko zgodi. Pa nastane najprej glasba ali besedilo? Ponavadi je, večinoma vsaj do zdaj je glasba prvo nastajala, pa je tudi to čas malo za obrniti in probavamo različne stvari, da bi tudi tekst bil prvo, ampak ponavadi je bila glasba. Okay. Začela sta kot duo, potem pa našla preostale člane. Lahko malo opišete proces, kako je prišlo do celotnega benda? Ja, seveda. Najprej sva bila za drugo ekipo, se pravi PJs, oziroma zdaj PJs. Takrat nas je bilo 8, ne, če se ne motim. 8, ja. Ja, srečali smo se pač na enem gigu, mi da so vedno hotela nekak band oziroma imeti nek bendovski zvok in se končno nekako odcepati od tega dua in tako naprej. Tako da smo najprej bili z njimi, ampak se nekako usklajevanje vaj in dajmo reči, da smo imeli drugačne poglede na glasbo oziroma vsak mu je in načrte, tako naprej, vse je v redu, ampak smo šli z njimi narazen, potem smo se pa z novo Batisto v bistvu ujeli, z njimi rešili in zdaj smo s preostalimi člani. Imeli ste razprodan koncert v Šiški. Kakšen je občutek, ko recimo zveš, da je to razprodano? Ja, vrhunski, ne? Kaj naj rečem? Ja. The best, ne. Reklamirali nismo nekaj baš, tako da nam je bilo kar dobro, ko smo zvedeli, da je bilo razprodan. Pa še Kino Šiška, to smo že leta in leta potem malo gledaš proti tem. Mi smo vsi Ljubljančani, mislim, večino nas, pa seveda je nekako to na tvojem spisku želja, tudi ta oder. Zakaj mislite, da se poslušalci na vašo glasbo tako dobro odzivajo? Probamo biti čim bolj nekompromisni, tako pri glasbi kot pri tekstu in mogoče to ljudje cenijo ali pa opazijo, ker je veliko truda in veliko dela vloženega. Okay. Zasledil sem, da se na EMO ne boste več prijavljali. Kak poseben razlog za to? Pa se lahko rečemo nikoli, ne reci nikoli, no, ampak dajmo reči, da zaenkrat nimamo tega plana. Naš osnovni namen je bila promocija, bi jaz rekel, in to smo odlično spravili. Ja. Ok, pa se dotaknimo vašega albuma. Svet se podira vase. Zakaj
tak naslov? Se zdi zelo specifičen. Prav je, naslov je Batista Cadillac. Svet se podira vase, pa je ena izmed pesmi. Naslov pesmi. Ja, sicer pa se pogovarjamo o naslovu pesmi. Je pa sicer Benjamin Karnetič je napisal tekst, tako da on bi sicer bil pravi človek za pravilno ubesediti vsebino, ampak... Vsak si jo pa lahko razlaga po svoje, bi jaz rekel. Ne? Jaz mislim, da zelo paše trenutnem stanju na svetu. Čeprav sicer govori mogoče tudi o usodnosti neke zveze. Kako je prišlo do tega sodelovanja pravzaprav? Mi sodelujemo z založbo Sonic Tribe, pa oni pa potem tudi z SBO skupino in so oni že nekako povezani z Benjaminom že iz enih drugih zgodb, tako da smo prek poznanstv se tudi mi spoznali. Ne. Potem je pa hiter, je ena kava, eno pivo, pa naslednji teden že predstavitev teksta, pa je že to, Benjamin je kar hiter. Ok, zdaj jaz to domnevam, da pesmi so nastajale skozi neko daljše obdobje. Ne? Jih je bilo težko potem uskladiti za album, ker verjetno se recimo začetne pesmi mogoče niso tako pokrivale s kasnejšimi? To je bilo glavno recimo vprašanje, potem kako zaporedje pesmi narediti. Smo šli kar precej kronološko. Ampak še vedno gledano, kot da če bi šel čez vse komade, vse naslove, da bi še vedno že to govorilo neko zgodbo oziroma razvoj protagonista. A so mogoče tudi na samem albumu v nekem takem vrstnem redu, kot so nastajale, ali so bolj pomešane? Ja, so večoma so drug za drugim, ja. Sicer pa ja, spavte zunaj, pogledajte si ga, pod njim boste videli še link za nakup albuma, bomo zelo veseli, če pridete še na kakšne špile. Ali pa dva. Ja.